videti Sveti Miklavž in kako eden največjih popotnikov vseh časov Marko Polo? Ali je portret moškega z veliko glavo, visokim čelom, bradico in redkimi dolgimi lasmi resnična podoba Shakespeara? Je bila Ivana Orleanska ognjevita bojevnica in kakšen naj bi bil resnični obraz največkrat upodobljene ženske na svetu, Device Marije? Obrazi zgodovine, jutri ob 19:45 na Drugem. V tokratni oddaji bomo vstopili v časovni kulinarični stroj, ki nas bo na Ljubljanskem gradu popeljal skozi 6 različnih zgodovinskih obdobij. Mojca je obiskala mesto z največ mikropivovarnami na svetu, jaz pa oddajo začenjam v našem najstarejšem mestu. In to v tem cerkvenem stolpu, kjer nastaja neobičajen turistični produkt. Obiskala bom mojstra posebne sorte, ki neguje stolpne ure. Dobrodošli, najlepše. Povzpeti se na mestni stolp sredi Ptuja je, kot da bi človek vstopil v časovni stroj in se znašel nekje v letu 1687, ko je tedanji mestni urad Peter Plocer izdelal stolpno uro, za katero naj bi skico njenega mehanizma naredil sam renesančni izumitelj Leonardo da Vinci. Danes pa lahko v tem mestnem stolpu srečate mojstra urarstva Samuela Kukovičiča, konzervatorja in enega redkih restauratorjev mehanskih ur pri nas. Nahajam se približno 40 metrov visoko v zvoniku farme cerkve svetega Jurija na Ptuju, ki se imenuje tudi mestni stolp. Upravljam pa eno izmed najstarejših ur na Slovenskem, ki ima tudi največje nihalo na planetu Zemlja. Stolpne ure, ki veljajo za enega najstarejših strojev človeštva, so skozi zgodovino z bitjem natančno odmerjenih udarcev za vsako uro začele določati kolektivni ritem dela in načina življenja. V Evropi so se pojavile v 14. stoletju in povzročile pravo renesanso v zavedanju časa, kot ga dojemamo danes. Poleg tega pa je izum stolpnih ur postal tudi statusni simbol mest, gradov, cerkva in vasi. Dobar dan. Ja, dober dan. Živjo. Dobrodošli. Živjo. Prišli smo v delavnico prav posebne sorte in ni mačji kašelj prt gor. A ne, patr Andrej? Nekaj stopnic je, ja? Še malo pa je učopešti. Okej. Včasih so, da so javne ure ljudstvo kazale čas in zvonile, morali težke uteži dvigovati takole ročno. Od tal do vrha. In zdaj, ko bojo šli ti motori dol, ki so bili nameščeni, da je to vlogo upravljala elektrika, se bo lahko v polnem obratu navijalo za to kljuko te vse 4 kamnite uteži, ki poganjajo mehansko kolesje te ure. Stolpne ure so izjemna kulturna dediščina in strani občin krivično prezrte mojstrovine, ki za izdelavo zapletenega urnega mehanizma, ohišja verik in uteži združujejo številne izginjajoče obrti in znanja. Vse od matematike, mehanike, trigonometrije, astronomije pa do sofisticiranega poznavanja kovin in lesa, ter seveda tudi njihove obdelave. Zato je turistični produkt, ki nastaja v ptujskem mestnem stolpu, še toliko bolj dragocen. Se mi zdi, da ste kot varuh neke obrti, ki čisto počasi odteka v preteklost. Ja, na Slovenskem je bilo teh urarjev mnogo. Tudi smo na Ptuju, ki niso še nikjer drugje v Evropi imeli. Na Ptuju je bila pa zlatarska obrt in urarska obrt v cehu registrirana že davnega leta 1311. Pri nas jih je bilo včasih, naprimer v Mursko-Soboškem beltinškem okrožju je bila zelo znana delavnica Marič, kjer so 3 mojstri skrbeli 3 generacije Maričev za stolpne ure in so napravili
86 približno takih, vendar malo manjših izdelkov prav z svojimi rokami, jih skovali. Smo pa Slovenci menda rekorderji v številu zapuščenih stolpnih ur. Bilo naj bi kar več kot 2000 na kvadratni kilometer. Posamezniki, ki so skrbeli nekoč za to, so pomrli. Urarstvo je skoraj uničila elektronska ura, pametni telefoni, digitalne ure, ker takšna mehanska ura ima gor tudi ne samo zvonjenje, ampak koledar, lahko za celo leto naprej, kdaj moraš iti na polje, kdaj moraš iti v mesto, ti pove, kdaj moraš iti domov. Kot lahko slišimo, je zelo živo in živahno v tem stolpu, smo ravno sredi zvonjenja. In maja leta 1684 je ta stolp pogorel. Takrat se je stalila originalna ura, stalilo pa se tudi vseh 9 zvonov. 3 leta kasneje pa je mojster urar Peter Plocer naredil uro, ki jo lahko občudujemo še danes. Je pa gospod Plocer avtor tudi znamenite ure na zagrebški katedrali. Nahajamo se na etaži zvona tega zvonika in to je eno nadstropje nad uro in se nahaja neposredno pod streho. Kaj slišimo? To je bilo 3/4, to se pravi 3/4 bo 3-krat zvonjenje, 3-krat po 15 minut v uri, čez 15 minut bo začelo pošteno zvoniti polno uro. V tem času pa v drobovju ptujskega mestnega stolpa, ki mimogrede ni zanimiv le zaradi baročne čebulne strehe, ampak tudi zaradi antičnih spomenikov vzidanih v zunanje stene, nastaja tudi razstava o zgodovini tega zvonika in muzej merjenja časa. Ko človek pride do ure, takoj ve, tu je nekaj posebnega. Ne? Samo potem pač to rabi čas, da dozori in predvsem, vemo, brez financ tudi gre težko in ker se je to zdaj nekako poklopilo, oboje smo rekli tako, zdaj pa je to projekt, ki ga bomo skušali izvesti do konca. Sedaj gostimo čez vse leto iz vsega sveta ljudi tukaj, tako sem si nekje zadal, vsak je več kot 2 noči, oziroma več kot 1 noč, ki vsaj 2 noči tukaj prespi. In če jezikovno nekako pridemo skupaj, po neki liniji, kar ni nujno, potem penjem goste tu gor. In jaz sem tudi čisto direktno povem, na nek način vas uporabljam za to, da vidim vaš odziv. Da vidim, kakšna je njihova reakcija na to, kar vidijo. In reakcija je takšna, da v mojih malih možganih pravi, najdi denar, naredi odpri. Čisto preprosto, navdušeni sem. Kako je Leonardo da Vinci povezan s Ptujem? Imamo trdne dokaze, da je bil decembra leta 1499 Leonardo da Vinci v Vipavi. Imamo več kot 70 skic, ki so bile objavljene v Codex Atlanticus, Codex Firster 1, Codex Firster 2, ravno te ure, vseh detajlov, ki štimajo v ta zadnji milimeter, tudi vsi zobovi ure. Tudi je narisana na 3 straneh pogon kazalcev. In to so prav Leonardove skice, ki so prišle tudi 1974 na UNESCO spomin v trajno zaščito. Predstavljam uro na poletni čas. Zdaj bo zvonila najprej pol ure, pripravila, odprla, zvoni. 2 udarca. Oba kladiva, ki udarjata po velikem, skoraj 3 tone težkem zvonu, sta končala svojo nalogo, ker sta odzvonila 11. To pomeni, da je ura prestavljena in normalno deluje, tako kot mora, Na poletni čas. na poletni čas.